Dober večer. Napovedi stavkovnega tedna se niso uresničile. Grožnje s stavkami so očitno dosegle namen, sindikat Fides je na pogajanjih dosegel dovolj, da so zdravniki in zobozdravniki preklicali za včeraj napovedano stavko. Pogajanja s Svizom so prinesla dogovor o zvišanju plač pomočnicam vzgojiteljic, še pred napovedjo stavke pa so bili z zahtevami uspešni v pravosodju. Za 4 plačne razrede se bodo plače povišale zdravnikom, ki so uvrščeni do 56. razreda, še za enega pa aprila, tistim v najvišjem 57. razredu za 2 razreda. Vlada je potrdila tudi dogovor s sindikatom vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture, ki predvideva dvig plač pomočnic vzgojiteljic za 4 plačne razrede iz izhodiščnega 22. v 26. plačni razred. Vsaj začasno so pomerjeni tudi sodniki. Premier Robert Golob jim je tako rekoč čez noč obljubil, da bodo do prenove plačnega sistema dobivali dodatek 600 evrov bruto mesečno. Se bojim, da bi ob tej neusklajenosti in ob tej veriženju zahtev bile tudi ti proračunski proporci prekoračeni. Proračun Republike Slovenije za leto 2023 obeta več kot 5-odstotni primanjkljaj bruto domačega proizvoda. In ta je že med 3 najvišjimi v Evropski uniji. V zadnjem mesecu se slabšajo tudi pogoji, pod katerimi se lahko Slovenija zadolžuje v tujini. Sprejete spremembe ne ogrožajo javnih financ, zagotavljajo na finančnem ministrstvu. Ne le, da se s takimi koraki rušijo plačna sorazmerja, to je tudi znamenje za druge interesne skupine, da je državna blagajna odprta. Vlada pa si je s tem otežila oblikovanje novega enotnega plačnega sistema, je kritičen ekonomist Matej Lahovnik. Mislim, da je to slaba rešitev in da je v bistvu nekakšen izhod v sili. Sedaj gre za nekakšne gasilske ukrepe, ko vidimo, da se praktično čez noč, brez kakršnega koli izračuna, resne utemeljitve neki skupini, kot so pravosodni funkcionarji, nameni 600 evrov, pravzaprav verjetno tudi brez trenutne zakonske podlage. S tem, ko je vlada nekaterim popustila, je sprožila val novih zahtev po višjih plačah v javnem sektorju. Tu je še za 100 evrov višja minimalna plača, ki jo sindikati ocenjujejo za nujno, a opozarjajo. Na drugi strani seveda to pomeni izziv tako za pogajanja v zasebnem kot tudi v javnem sektorju, da najdemo način, da se ta uravnilovka, ki trenutno je, in ta zgostitev plač okrog minimalne plače zmanjša. Pogajanja o prenovi plačnega sistema z vlado bi se morala začeti že decembra. V Pergamu ocenjujejo, da gre pri 2-mesečni zamudi za kršitev dogovorjenega roka. Kdo in koliko pa bo na koncu zares plačal za dogovore, s katerim je vlada odprla sezono pogajalskega plesa, ostaja neznanka. Dober večer, gospa ministrica za javno upravo, Sanja Ajanović-Hovnik. Dober večer. Poglejte, sistem plač v javnem sektorju je bil in s tem se strinja večina ekonomistov dober za javne finance, ker je držal stroške plač pod kontrolo, a se zdaj z napovedjo ločenega stebra za zdravnike in del za sodnike nekako ta sistem končuje. V bistvu tako bom rekla, plačni sistem, enotni plačni sistem je bil dobro zastavljen. Mogoče nekoliko nerodno nesreča tega plačnega sistema je bila, da ob uvedbi nas je takoj potem čakala finančna kriza in skupaj s finančno krizo se plačni sistem sam kot tak, kot je bil zamišljen, nikoli ni do konca implementiral. Posledica tega je bila, da se je parcialno posegalo v ta enotni plačni sistem, predvsem v zadnjih nekaj letih, mogoče 3-4 korenito, in to je pomenilo, da se je enotni plačni sistem kot tak porušil. Tisto, kar nas v prihodnje čaka, je postavitev sistema, ki bo ustrezno nagovarjal bodoče obdobje recimo vsaj 10-15 let. Vendarle so se parcialni dvigi plač poznali, oglasili so se vojaki, gasilci, lahko rečeva tudi v izobraževalnem sistemu, napovedujejo se celo nekatere stavke. Ste si s temi napovedmi naredili medvedjo uslugo? Veste, kako je? V bistvu me nekoliko čudijo sedaj vsi ti odzivi. V oktobru lanskega leta smo z reprezentativnimi sindikati podpisali dogovor in 5. točka dogovora je jasna zaveza, da bo ta vlada, ki spoštuje pravno državo in v bistvu deluje v smeri krepitve pravne države, uresničila vse v preteklosti sklenjene dogovore, zakonske obveznosti, ki so bili sklenjeni,
nikoli pa realizirani ali pa vsaj do konca realizirani. In te zadnji dogovori, ki ste jim sedaj lahko priča, torej dogovor v zdravstvu in socialnem varstvu, delni dogovor v vzgoji in izobraževanju, pomeni zgolj to, pomeni zgolj uresničitev realizacije 5. točke dogovora iz oktobra leta 2022. No, poglejte, tole vas moram vprašati. Premier Robert Golob je javno napovedal, pred vzpostavitvijo novega sistema 600 evrov dodatka za sodnike. Po naših neuradnih informacijah to ni bilo usklajeno na vladi. Ste vi o tem karkoli vedeli in če niste, kako ste sprejeli? Jaz teh neuradnih informacij ne poznam. Jasno je, bila sem seznanjena s tem predlogom, v bistvu preigrali smo več različnih alternativ, scenarijev, kako ta predlog tudi dokončno oblikovati, tako da ko smo se skupaj udeležili sestanka, je bil ta predlog jasno usklajen. Ampak odkje je ta številka 600 evrov, odkje je denar za dodatek? Najprej treba povedati, da sodstvo predstavlja tretjo vejo oblasti in naša demokracija je utemeljena, če to smemo pisati s prispodobo, na tronogem stolu, kjer je ključno, da so vse te tri noge, torej sodna veja, izvršna in zakonodajna veja oblasti, enako čvrste, enako močne in enako dolge. In mi smo res v preteklih mesecih govorili, bomo počakali na sistemske spremembe in skupaj s sistemskimi spremembami implementirali tudi funkcionarski steber, kjer bomo razmerja med plačami funkcionarjev ponovno vzpostavili. Vendar, ko smo se pripravljali na plačno reformo in na izhodišča plačne reforme, smo naleteli na veliko krivico, bi tudi rekla, ki se godi zaposlenim funkcionarjem v pravosodnem sistemu. In sicer plače so tam realno padle, recimo v sodstvu za približno 12% in v tožilstvu za približno 4%. In zdaj, če pogledamo, kaj se je pa dogajalo s plačami ostalega dela javnega sektorja, pa vidimo, da so te plače realno zrastle za približno 12%. In od tu izvira ta razlika, gre za interventni dodatek, ki ga bomo pozneje pretvorili v sama plačna izhodišča za sodne funkcionarje. No, poglejte, plačni sistem je v bistvu začel razpadati že v času prejšnje vlade. Po dogovoru so bili iz plačnih razredov izvzete ambulantne medicinske sestre v bolniški dejavnosti, nekako so bile izenačene z sestrami v zdravstvenih domovih. Povejte mi, si lahko podobne primere zdaj obetamo tudi na drugih področjih in kaj to pomeni? Če dovolite, bi vas nekoliko popravila. Plačni sistem ni začel razpadati v času predhodne vlade. Plačni sistem je začel postopoma razpadati že kakšno vlado pred tem, ko se je parcialno posegalo v področno zakonodajo in obšlo kolektivno dogovarjanje, kot ga predvideva zakon o sistemu plač. Prejšnja vlada je povzročila mogoče največja neravnovesja z interventnim zakonom, z interventnim posegom v plače v zdravstvu in socialnem varstvu, kjer so enemu delu zdravstva in socialnega varstva nesorazmerno dvignili plače napram ostalemu delu javnega sektorja. Ko so ugotovili, kaj so s tem naredili, so ta dogovor, ki je bil zavezujoč in je nekako predvideval dvig v celotnem zdravstvu in socialnem varstvu, ustavili in od tu potem izhaja tudi stavkovna zahteva, ki smo jo nenazadnje reševali. Bo torej ta konkretna situacija za te sestre rešena? Mi se zavedamo, da tudi dogovor, ki smo ga sklenili decembra v zdravstvu in socialnem varstvu, povzroča določena nesorazmerja znotraj same dejavnosti. In glede na to, da se zavedamo, da ta nesorazmerja so in glede na to, da imamo pred seboj tudi plačno reformo, bomo to obravnavali v okviru celovite zdravstvene reforme, vzpostavili ponovno razmerja znotraj dejavnosti in seveda plačni sistem znotraj dejavnosti zdravstva in socialnega varstva bo mogel potem podpreti celovito reformo, ki se tudi napoveduje za naslednje leto. Poglejte, ministrica, morda samo še tole, Fides naj bi si izpogajal, da naj bi zdravniki obdržali napredovanja. Se bo to zgodilo zdaj tudi v drugih sektorjih? Bo to izenačeno?
enakovredno? Treba je povedati, da to, kar zdaj omenjate, ta napredovanja so bila izpogajana z dogovorom v letu 2017, ker predstavlja tak odmik od sistema dejansko sistemsko spremembo, bo to, ko se bo sistem plač spreminjal, ustrezno uredilo in seveda takrat bo ureditev, kakršnakoli že bo, veljala za celoten javni sektor. Kakšna je časovnica torej? Mi imamo časovnico 30.6.23 za vložitev v zakonodajni proces novo plačno reformo, potem pa zakonodajni proces in implementacija, ki bo verjetno potekala v nekaj fazah. Najlepša hvala za vaša pojasnila. Prosim. No, minister za delo Luka Mesec je po današnji seji vlade napovedal prenovo plačnega sistema še letos, temu pa ne bi sledila pogajanja o plačah v vseh delih javnega sektorja. Prvi ukrep pa bo dvig minimalne plače, ki bo največji v zadnjih 10 letih. Zaposleni, ki prejemajo minimalno plačo, bodo tako po novem vsak mesec dobili 878 evrov neto, kar je natančno 100 evrov več kot doslej. Te pa ob tem odpira vprašanje, kaj bo z ostalimi plačami. Zdaj, delni odgovor na to vprašanje je vlada že sprejela in to je davčna reforma, ki je začela veljati 1.1.2023. S to davčno reformo se splošna dohodninska olajšava povečuje z 3.500 na 5.000 evrov letno, kar pomeni, da se najnižje plače povečujejo za okoli 40 evrov neto mesečno. No in v studiu zdaj pozdravljam dva doktorja ekonomije, z nami sta Maks Tajnikar in Janez Šušteršič. Dober večer obema. Dober večer. Torej, najvišji dvig minimalne plače v zadnjem desetletju bo za seboj potegnil tudi dvig drugih plač. Kaj to pravzaprav pomeni, gospod Tajnikar? Če vzamemo izkušnje iz preteklih let, pravzaprav ne pomeni prav veliko. Nekako tudi empirične raziskave nekatere kažejo, da je recimo ta vpliv minimalnih plač relativno šibak na plačni sistem in na gospodarstvo kot celoto. Je pa zelo močan socialni korektiv. Recimo zanimivo je, da so podobno ugotovitev našli tudi nemški ekonomisti za nemško gospodarstvo in vem, da nekateri moji kolegi delajo na tem vprašanju in bi tako odgovorili, kot sem vam jaz odgovoril, ni problem minimalnih plač. Kako pa vi ocenjujete to potezo, se strinjate z gospodom Tajnikarjem? No, težava je relativna višina te plače. Zdaj, po zadnjih podatkih bo ta nova minimalna plača 64% povprečne plače v gospodarstvu. Kar pomeni, da v gospodarstvu bo večina ljudi na minimalcu, blizu minimalca ali pa še vedno pod povprečjem. In to seveda v tem ni potem možno ustvarjati nekega stimulativnega nagrajevanja v podjetjih. To je glavni problem. Jaz mislim, da se druge plače ne bojo kar avtomatično višale, zaradi tega to se strinjam. Bo pa seveda vsi bojo imeli občutek, da so še malo slabše plačani, ker bojo še bliže minimalcu. Ampak poglejte, zdaj smo videli, zdravniki bodo po teh pogajanjih dobili nek svoj plačni steber, enako je obljubljeno tudi sodnikom, zdaj so se dvignile še minimalne plače, Se je plačni sistem zdaj popolnoma razvrednotil, ga sploh še imamo, gospod Tajnikar? No, jaz bi predvsem rekel tole, vi morate gledati, kaj se je dogajalo v lanskem letu. V lanskem letu se je začela inflacija, mi smo začeli recimo z inflacijskimi stopnjami okoli 6%, končali z 10 in še nekaj zraven, medtem ko pa recimo plače pravzaprav pa niso naraščale. Nasploh so plače realno padale in najbolj so padale realno prav v javnem sektorju. Ta takovani tržni del je na nek način vsaj malo sledil temu, kar se dogaja z cenami. In seveda v takih razmerah je več ali manj jasno, ko realne plače padajo več kot leto dni in tudi zdaj le padajo, da se pač različne interesne skupine skušajo izboriti više plače. In treba je pa se zelo zavedati, da je zgodba o višjih plačah v javnem sektorju zelo drugačna kot zgodba o višjih plačah v tržnem sektorju. Zdaj zaradi povišanja plač bo prišlo na nek način do zniževanja kupne moči, se lahko ujamemo to inflacijsko spiralo, gospod Šušteršič? Prav gotovo. Realne plače žal takrat, ko je inflacija 10%, morajo padati, če želiš, se pravi, se morajo zniževati, ne smejo v celoti slediti inflaciji, če želiš, da se inflacija umiri. Sicer to je en del problema, drugi del problema je pa ta, da ko se sproži ta plaz, in to se je zgodilo v javnem sektorju, ko ne da vsak zahteva nekaj zase, ampak je tudi marsikomu ugodeno, brez da bi kdo pri tem gledal celoto.
Ravno zaradi tega je bil pred dolgimi leti uveden ta enotni plačni sistem, ker so različne skupine znale dobiti kakšne dodatke, kakšne posebne ugodnosti in potem je ta sistem postal neobvladljiv. In zdaj, namesto da bi nekdo predstavil najprej neko vizijo, kako bo ta plačni sistem spremenil, se je začelo v tem letu, lanskem, s tem, da se različnim skupinam daje neke ugodnosti in zdaj se napoveduje reforma, kjer bo pa to že zatečeno dejstvo, kar si se že dogovoril. Sprav, kako boš delal reformo, celovito sistema, če si se prej že nekatere stvari dogovoril. In to, kar se zdaj dogaja, bo to reformo, ki se bo zgodilo, podražilo zelo močno. No, poglejte, vlada napoveduje reforme na področju dolgotrajne oskrbe, zdravstva, sodstva. Vidva imata oba politične izkušnje, ne? Je mogoče začeti sprejeti reforme v enem letu in doseči v tako kratkem času družbeni konsens? No, jaz že dolgo časa nisem več v politiki, tako da pravzaprav na to vprašanje ne znam odgovoriti, ampak obstaja nekaj številk, ne? In te številke so strašljive, če mene vprašate. Recimo, čestokrat se govori, kako bomo ta tako ena doplačila v zdravstvo, ki jih pokriva potem prostovoljno zavarovanje, zamenjali, recimo, ampak za letošnje leto to verjetno pomeni 700 do 800 milijonov. Se predstavljate, recimo iz dohodnina je 4 milijarde in zraven date to. Dolgotrajna oskrba, ne vem točno, kakšna je planska številka, ampak verjetno tudi nekje 600 milijonov ali kaj takega, še to zraven date. Ne. Potem, torej tisto, kar mene izredno moti v tem trenutku in je v skladu s tem, kar si ti prej rekel, da mi tako rekoč, kdorkoli potrka na vrata vlade, ministrstev dobi nek denar. Ne. In to po neki logiki, ki je seveda razumljiva, da se branijo realne plače, ampak hkrati ni nobenega sistema. In v resnici plačni sistem je v tem trenutku razpadel. So take anomalije, da si niti predstavljamo ne, in zagotovo bo te anomalije v prihodnjih mesecih recimo izvale nova povečanja. Je pa res nekaj, ne. Jaz osebno nisem čisto proti temu, da imajo zdravniki svoj plačni sistem. Zato, ker to je edini del javnega sektorja, ki je drugače financiran. Policisti, celo učitelji recimo, ne, vojaki so financirani po plačah, po stroških in tako naprej. Zdravstvo je financirano seveda po storitvah, ampak jaz vam nekaj povem, kaj to pomeni posledično. Posledično pomeni to, da če bi neka bolnišnica delala izgubo pri cenah, ki jih ima, ne, bi morali imeti nižje osebne dohodke. Ja, se je enako vprašanje pravzaprav tudi za vas, pa je dal že gospod tajnik kar dobro iztočnico. Ne? Minister napoveduje vzpostavitev novega plačnega sistema, tudi v enem letu zelo kratkoročen, jasen cilj. Ga je mogoče doseči na kakšen način? Ministrica verjetno napoveduje nov plačni sistem, ampak ne minister. Minister Mesec želi vzpostaviti nov plačni model v Sloveniji. Ja, v zasebnem sektorju, ja. Ampak, ne, gledajte, jaz mislim, da pač sedaj je možno reformo narediti v enem letu. Ne? Zdaj, pri plačah v javnem sektorju in pri plačah v zasebnem sektorju, tukaj res rabiš soglasje vseh teh socialnih partnerjev, to je pa veliko težje v enem letu. Sploh, če si že začel tako, da si nekatere stvari naprej dal, a ne, vključno s tem povišanjem minimalne plače, ki je višje, kot bi lahko bilo, a ne. In od tukaj naprej se pogajati z nekimi zatečenimi dejstvi je težko. Tako da, kar se tiče reforme teh plač, jaz se strinjam s tem izhodiščem, da je seveda absurdno, da so plače po kolektivnih pogodbah v javnem in zasebnem sektorju nižje od minimalne. To je tako že zelo dolgo. Noben junak še ni našel rešitve za to. Ne? Vsi smo doslej nekako na to tiho pristajali, ampak posledica tega je, da je zdaj res večina ljudi zelo blizu minimalcu, vsekakor pa pod povprečno plačo. No, ko smo že bili pri gospodarskem sektorju, morda še tole, ne, klub slovenskih podjetnikov je nekako predlagal vladi, ne, da bi za razbremenitev plač pristali na obremenitev premoženja. Kako vidva gledate na takšno trgovino, poskus trgovine, gospod tajnik? Ne, to je zgodba, ki jo mi poznamo, ki smo starejši iz 80-ih let. Ves čas obstaja in jaz prav v tem trenutku delam na neki raziskavi na to temo. Obstaja seveda teza, da so preko prispevkov naše plače zelo obremenjene, ne? In da je treba pravzaprav glede na to, koliko imamo dela, koliko kapitala, razbremeniti seveda delovno silo, ceno delovne sile. In to pa seveda pomeni zmanjševati prispevke in
najti nekje na drugi strani verjetno neke kapitalske obremenitve, ki so običajno se imenujejo premoženjski davki. Jaz osebno moram priznati, da sem glede tega malo skeptičen. Zato, ker to ni tako enostavno narediti in premoženjski davki prinesejo sabo ogromno odprtih vprašanj, o katerih mi nismo nič rekli. In običajno ljudje, ki govorijo o teh rečeh, niti ne vedo, zakaj gre. Kaj menite vi, gospod Šušterš? Da tukaj manjka ena stvar v tem pogajanju, če to pogajanje. Na eni strani imate prispevke in obdavčitev dohodkov iz dela, ki je absolutno previsoka, na drugi strani imate obdavčitev kapitala premoženja, ki ni tako zelo nižja, kot je tista prva višja, potem imate pa sedaj vprašanje javnih izdatkov. In to je ta tretji del tega trikotnika, o katerem se treba pogovarjati, ker zdaj mi smo poslušali napovedi velikih reform od vlade za to leto, vsaka od teh reform stane 500 milijonov, odkinitev dopolnilnega je 700 milijonov stane, dolgotrajna oskrba 300 v začetku, verjetno čez nekaj časa tudi ni 600-700 milijonov, pa jo jaz podpiram se dolgotrajno oskrbo, ampak ne moreš enostavno reči, mi bomo naredili še te reforme, ki bodo ostale še toliko in toliko in bomo ta denar vzeli še dodatno ljudem. Treba je v tem denarju, ki ga danes lahko zbereš, v tem okviru razmišljati ali pa še iti z nekim načrtom, da se to zniža. Ker beseda reforma, takrat, ko sem se še ukvarjal s politiko pa z ekonomijo, je pomenila strukturne spremembe, ki povečajo učinkovitost, ne strukturne spremembe, ki pomenijo, da bo država zapravila milijardo več vsako leto. To ni nobena reforma. In čisto kratko vprašanje za oba za konec, pa res prosim za kratek odgovor. Kakšna je torej vajina rešitev? Poslušamo zdaj grožnje, bojazni o razpadu javnega sistema, zdravstva, šolstva, socialnega varstva. Verjetno je res treba marsikaj spremeniti. Zato, ker preprosto nekaj nismo povedali, pa se mi zdi, da je bilo škoda, da ne povemo. Ves ta denar, ki ga danes razdajamo med zdravnike, šolnike, ne vem koga se vse še, ta denar pravzaprav ni davčni denar. Za letošnjo leto je deficit v državnem proračunu 3,3 milijarde in 3,3 milijarde se bo državni proračun, ne gospodarstvo, ne podjetja, ne mi gospodinstvo zadolžila za to, da bomo lahko plačali te dodatke. In veste, to mene skrbi. Krati pa obrestne mere naraščajo, krediti so vse dražji in ni rečeno, da ne bi mi pripeljali državo v neko zelo nerodno situacijo na ta način. In tu je prav javni sektor ključen, zato ker javni sektor se financira iz tega dolga, ki se zdaj pojavlja na ravni države, ne privatni sektor. Privatni sektor je lansko leto recimo pravzaprav povečal plače, ampak so cene naraščale med 15 in 20% in ni bila taka obremenitev, kot pa recimo seveda z vidika javnega sektorja. Ja, vse to je povedal tudi fiskalni svet, ni se ga upoštevalo v zadnjih 2 letih, vajni kolegi, ekonomisti menijo, da je tudi to razlog, da imamo tako visoko inflacijo. Absolutno, ker to povečuje povpraševanje, to vpliva na inflacijo. Kar se pa reform tiče, bi rekel takole, kdo resno misli delati reforme, mora vedeti, da bo doživel v tem procesu tudi kakšno stavko, tudi kakšen socialni spor. Sicer, če nihče zares ne nasprotuje, potem niti ni reforma in tudi s kakšnim županom, kakšnim velikim, recimo z Jankovićem, se bo treba znati pogovarjati, ne pa se umikati pred njim. Poguma za reforme ni, zato se pa iščejo rešitve, da se da še več denarja in se potem vsi nekako pomerijo. No, napovedi reform so, ne bomo na tej točki zaključili. Spoštovana gosta, hvala za obisk v našem studiu. Prosim, hvala.